Vas Draženci v občini Hajdina je ovita v žalost. Potem, ko je v požaru včeraj zgorel otrok, star komaj 5 let, stanje 3-letnega otroka, ki je na zdravljenju v mariborskem UKC-ju, pa je še vedno resno oziroma ogrožajoče. Tako družina kot sorodniki in sovaščani ne morejo verjeti, da se tako hitro lahko zgodi tako huda tragedija. Nisem si predstavljal, da bom pri 55 letih svojega življenja pokopal vnuka. Verjemite. Verjemite. Jaz samo upam, da ni v mukah umrl. In da je naš angelček tam nekje od zgoraj in da nas bo zdaj čuval. Zaradi izjemno hudega dogodka so tako družini kot gasilcem, ki so pomagali pri reševanju, ponudili psihološko pomoč. A družina zdaj potrebuje tudi vse ostalo. Rdeči križ zanje že zbira denar, so krajani in občina pa skušajo pomagati po svojih močeh. Prve policijske ugotovitve kažejo, da bi lahko zagorelo zaradi ogrevanja oziroma dimnika. Mojca Hanžič. Strt, v solzah se od bolečine ob izgubi enega vnuka in čakanju na novice, kako se v bolnišnici s hudimi opeklinami bori drugi, na sorodnico opira dedek obeh otrok. Hudo. Hudo. Vsi bomo potrebovali zdaj predvsem neko pomoč, starša seveda, absolutno. Sploh, ker si očitajo, da preminulemu dečku, pravi, niso mogli pomagati. V tistem dimu seveda je oče stopil noter in ta manjši fantek je kašljal. In na tak način je on njega slišal. Ta starejši je pa spal. In do njega pa več ni mogel priti, zato ker je dim bil tako gost in ogenj tako močen in stopinje tako visoke, da niti ni mogel priti do njega. Verjemite ali ne vem, kako sem se dol pripeljal. Ko sem pa videl svojega sina, ki ga poznam trdega kot skalo, ko sem ga videl v razsutem stanju, ko mi je jokal kot dojenček v naročju, verjemite, ne da se opisati. Njegov sin je pri reševanju utrpel kar nekaj opeklin, dodaja, medtem ko je zdravstveno stanje 3-letnega fantka, ki je na zdravljenju v mariborskem UKC-ju, po podatkih policije še vedno resno in ogrožujoče. Starša sta popolnoma razsuta, največja težava je pa tudi to, ker so ostali popolnoma brez vsega. Popolnoma brez vsega. Noč so preživeli pri sorodnikih, sokrajani pa skušajo pomagati po svojih najboljših močeh. Organizirali so se in jim priskrbeli najnujnejše – oblačila in obutev. Občina pa je priskočila na pomoč z 2 možnima začasnima nastanitvama. Namestitve sta obe znotraj naše občine, sicer v vasi Draženci in pa tukaj na Hajdini. Ni to v lasti občine, ampak so privatne namestitve. To, kar bo potrebno, bo pokrila občina. Tudi za neke vrste obroke smo tudi poskrbeli, da v tem času. Zdaj pa kako dolgo bo potrebno, bomo pa videli glede na stanje hiše. Potrebovali bomo tudi otroške stvari za obleči, za 3-letnika, ki se seveda še bori za življenje v mariborski bolnišnici. Donacije za družino Marčič zbirajo na transakcijskem računu Rdečega križa, ki je izpisan na ekranu. Najdete pa ga tudi na naši spletni strani.